Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, pred vami je pa nova ura resnice. Z menoj v studiu sta Peter Jančič, dober dan, pa Aljuš Pretinač, živijo, dobrodošel. Kar nekaj tem se je nabralo, tako da predlagam, da gremo kar po vrsti. Najprej ta famozni protesti petkovih kolesarjev. Kolesarji so se spet zbudili, približno 100 jih je prišlo demonstrirati pred vlado Roberta Goloba oziroma pred sedeže posameznih strank vladne koalicije. Zdaj, Peter, kako, mislim, malo ti gre, vidim že nekako nasmeh, ne? Ampak povej mi, no, kako si ti doživel ta vnovično vstajenje petkovih kolesarjev pod vodstvom Jaša Jenulla oziroma Glasa ljudstva? Izjemno komično, zaradi tega, ker smo te iste gledali v vladni palači predtem, ki so se slikali z najvišjimi predstavniki oblasti, nekateri so celo vodijo posamezne odbore ali pa so sodelovali pri njihovem delu, ne. Recimo Nika Kovač, ki sicer ni direktni protestnik, je pa bil Jenull, dokler ga zdravniki niso nagnali v nekih teh strokovnih pogovorih o zdravstvu, ne. Zdaj so se pa nenadoma pojavili pred vlado, niso šli noter, bi lahko šli, ker so tam njihovi prijatelji, ne, pa vlada, ki so jo oni postavili tako rekoč. Zdaj dodatno je bilo pa, to smo šele pozneje opazili, ne, smešno je neverjetno to, ker je tam bil cel kup vladnih poslancev, ne, sem videl na posnetku 3 iz Svobode, ne, poslanca. Kje misliš, med protestniki? Med protestniki, ja, ne, poslanca, ki je sicer velja za izrazito proruskega, ne, pa 2 mlajši poslanki, ne, videl sem tudi gospoda Kordiša iz Levice, ne, tako da na nek način je to bil protest predstavnikov vladnih strank proti svoji lastni vladi in ko so jih pa vprašali, ne, so pa povedali, ne, ko so bili celo novinarji vprašali, kaj tam počnejo, ne, da to ne razumejo kot protest, ampak kot neko vrste pomoč svoji vladi, ne. Pa se tudi že v preteklosti smo na nekih tovrstnih protestih videli, da je prišla predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič s svojim prijateljem pomahati ven, ne. Tako da to je neka komična predstava za javnost. Če jaz pa razumem, to ni bil po tvoje protest, nima nobene zveze to s protestom. To je bil vladni protest. Vladni protest proti vladi, ki ga pa izrazito močno pokrivajo vladni mediji, ki so vedno delali reklamo pač za te stranke, ne, tudi njihove proteste, ne, in izrazito diskriminirajo druge protestnike, ki jih pride pa več, pa jih nič ne opazijo, pa nič ne predvajajo, ne, tako da zadeva je tu večkratno nerodna. Nerodna je prvič za vladno stran, ne, ker je to v bistvu njihov protest proti samim sebi, ker je malo smešno, pa tisti, s katerimi skupaj delajo, se slikajo, pa to drugič je pa zelo nerodno za medije, kot je bilo že v preteklosti, ne, ker kaže neko, kako bi rekel, nenavadno pozornost do nekih, saj tudi to je znano, da recimo Nika Kovač, ki je politična aktivistka Levice, vlačijo na čisto vsako možno stvar, ne, ko pa gre za neke iste osebnosti na desni, recimo te, ki se borijo za življenje, ne, to pa jih cenzurirajo na vso moč in jih herni, ne, to kaže izrazito nepoštenost in pristranost medijev, s katero se pa nikoga niti ne zmoti, ne, zdaj to zanimivo še dodatno, ker je prišel pač v Ameriko podpredsednik Vance, ki je opozoril na neke nenavadnosti v Evropi, čeprav se jaz čisto z njim tudi ne strinjam, ne, ampak. Ja, dobro, zdaj v Vanceu bomo itak še debatirali, Aljuš, ampak zdaj to, kar je začel pač Peter, ne, meni se to res zdi malo nenavadno, recimo, da Uroš Slak, ne, na srednjo oddajo, informativno oddajo, 24 ur zvečer povabi, recimo Jaša Jenulla, ki je pač, ne vem, ni bil nikjer izvoljen, ne, in potem z njim debatira o tem, kako reševati državo, ne. Ampak to sem tudi vprašal, v čem pa ti potem vidiš smisel teh protestov? Ja, najprej me je spomnilo neko osebno izkušnjo, ko sem delal še na ministrstvu in smo imeli recimo evropske projekte za Rome. In smo naredili nek kulturni center za romsko skupnost v Prekmurju, tam v enem naselju, in smo šli tisto gledati ali celo odpirati in je rekel pač lokalni šef, ne, da pač ta projekt ni za Rome, ne. Smo rekli, kako to, ne, se pač je kulturni center za vas pa to. Pa rekel, ja, Romi nimamo nič od tega, ne. Pa smo rekli, ja, pa imate tu zdaj prostore, pa vse to. Pa rekel, ja, mi vodili nimamo nič od tega, ne. Na tak način jaz razumem te proteste, ne, se pravi, oni so zdaj pač prišli povedati, da so več pričakovali od te oblasti, ne. Ne na področjih, kjer bi pač recimo od tega imel korist država ali pa državljani, ampak na področjih, kjer imajo oni osebno od tega korist. Jaz to tako vidim, ne. Se pravi, nekako se jim zdi, da se zdaj mandat počasi izteka in da so od tega osebno več pričakovali. In so prišli spomniti, ne, Goloba, kaj vse je imel obljubil, da jim bo zagotovil, ne. Malo mislim, da je ta povratni refleks v smislu, da zdaj oni nekako za nazaj razumejo, da so ga, tako kot pravi Peter, da so ga oni izvolili, ne. Na začetku so bili veseli, da je on prekinil, ne, to diktaturo v narekovajih Janeza Janše in tako naprej, zdaj pa mislim, da se je to malo obrnilo, tudi posledično tega, kako Golob vlada, pa kako se obnaša s svojo partnerko in zdaj pa imajo malo feeling, ne, da pač čak malo, mi smo te sem spravili, ti pa nam zdaj ne daš vsega, kar bi mi
kar bi mi radi. Ne. Ampak to, ko govoriš, ne daš vsega, to misliš finance, to, kaj so subvencije, donacije, javni razpisi, katerega je bilo sicer veliko, ne? Ja, je bilo, jaz bi bil ampak to izrazito previden. Mislim, da se motiš. Jaz mislim, da so oni zelo dosti dobili in da je namen zdaj ne to, da bi kakorkoli kritizirali sedanjo vlado, da jim preko razpisov za nevladne organizacije ker denar leti, ne, to pa še ni v zgodovini tako, ne dala premalo, ampak si skušajo zagotoviti dobro pozicijo, da si to zagotovijo še za naprej. Oni morajo ostati dejavni na ta način kot sila pritiska, da si te finance zagotovijo, ker oni od tega živijo. Naven je bilo pač sporočilo, ne, da so opozorili Goloba, da ne izpolnjuje obljub. Sprav, ljudje tudi zaradi poročanja medija niso vsi opazili tega, kar je Peter opazil, da so tam bili neki vladni poslanci, pa da so tam ljudje, ki se pač dobivajo z Golobom, ne, redno ali pa sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ampak da so ga prišli opozoriti, da on ni izpolnil obljub. Ne. In tu mislim, da to je rezoniralo pri velikem delu populacije, ker ljudje imajo res občutek upravičeno, da Golob ni izpolnil obljub. Ne. In tu se malo najdejo. Hotel sem pa se na to referirati, kar je bilo na začetku mandata. Ne. Čisto na začetku mandata se je Golob dobil z Centrom nevladnih organizacij Slovenije, se pravi praktično vse nevladne organizacije, ki pašejo tja, so bile povabljene, ne, in na tistem sestanku je bilo jasno povedano, da so tam zato, da zagotovijo, da bo pač njegova vladavina čim dalj časa trajala in zato, da se on njim oddolži za podporo v predvolilnem obdobju. Ne. Jaz mislim, da je to še zmerom del iste zgodbe. Jaz bi še nekaj opozoril, pri sebini je še treba biti pazljiv, o tej pa nismo govorili. Ne. To, kar smo tudi mediji videli, ki so predvajali izjave teh protestnikov, kaj so bile te njihove zahteve do vlade. Ne. Poglejte, to je bilo na ravni, kako bi rekel, niz sveta, ne, ki so zahtevali od vlade, da mora znižati financiranje obrambe. In to v državi, ne, ki je, kar se tega tiče, absolutna katastrofa. Ne, naša vlada je lani za obrambo namenila 1,3% in je popolnoma na repu NATO, skupaj z Španijo. Ne. To so države, ki so zdaj po dejanjih, ne, ker tu pa ne gre za besede, ampak dejanja, ne, ki so izpostavili Putina. Dobro, zdaj kupujemo spet Patrie, ne, to mislim, da je to načrtujemo nakup nekje v prihodnosti, ne, ko bi radi dosegli tisto, kar bi mogli že davno, to je ta 2%. Ne. In zdaj mi smo imeli protestnike, ki smo, ob tem, da smo najbolj katastrofalna država v Španiji, ko gre za to dejansko skrb za varnost, so zahtevali, da je treba to še znižati. In so vlado kritizirali, zakaj povsem ne ukine obrambnega proračuna, tako rekoč, no. Glejte, to je, ok, se ljudje lahko marsikaj reče, no, ampak to že meni, da... Peter, to verjetno ni neka resna opcija, ne? Tudi za, ne vem. No, jaz, ko sem to gledal, so verjetno nisem mogel, da greš kritizirati vlado, ki je popolnoma nesposobna na nekem področju, da mora biti še bolj nesposobna, ne? In to na Balkanu, ki je nevaren, ne? Tu ne gre zgolj za Ukrajino, ne? Tudi na Balkan se lahko hitro konflikt sem preseli, ne? Ker Rusija slovi potem, da rada seli konflikte, ne? Kot se je preselil na Bližnji vzhod, se je tisto, kar se je zgodilo v Izraelu z napadom Palestincem iz Gaze pa Hezbolaha iz Libanona, ni bilo slučajno, no? To samo naša vlada prodaja, da je to so zgolj ubogi Palestinci, ima malo morgen, no? Vsi smo vedeli, da gre za pač to, da skuša Rusija premakniti fokus nekam drugam, ne? Pol so pa dobili po glavi po vrhu vsega, ne? Ker so Izraelci odgovorili ne pri Gazi, ampak z uničenjem Hezbolaha, pa potem je padla Sirija Putina zaradi tega. Ne? Ampak ta teza, ne, recimo, da so zdaj prišli na nek način opozoriti Goloba, da ga je to za neke vrste podporo vladi, a to drži? Ta akcija teh kolesarjev. Vse skupaj. Pa kolesarji niso, ne? Peš so prišli. Ja, pač vse skupaj. Jaz mislim, da pač je tu neka mešanica teh motivov. Ne? Drži, kar si rekel, zdaj največji orožarski posel se je vlada, pač imamo zaenkrat odločitev vlade, se je odločila vlada, v kateri so 3 ministri levice. Ne? To njih gotovo boli. Verjetno tudi iz njihove volilne baze so glede na to dobili kakšno vprašanje in so se jim mogli pokazati, in je bila zato neka vrsta reakcija. Jaz to enačim s tem, kako so protestirali proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ne? Ker jih je tudi zbodla pač ta njegova podpora Vučiću, ne? In so mu prišli malo požugati s prstom in zdaj so nekako prišli na okus in ker so preživeli tisto prvo, ne? Tisti prvi protest, so zdaj pa probali še pri Golobu. Ne? Zdaj naslednjič bomo videli, mogoče je zdaj predsednica republike naslednja na vrsti, da še njej pridejo malo protestirati, ne? Pa nekako krog sklene. Kaj bi pa recimo lahko proti Nataši Pirc Musar zdaj protestirali? Pa ne vem, tako kot Peter prav, recimo, da je preveč za karkoli ali pa premalo za karkoli. Gotovo ne bojo šli protestirati, ker je šla raj na vampe kot na mirovno konferenco v München. Tega ne pričakujem. Zdaj, še ven zanimivo, če gledamo, vsebinsko je,
kako zelo so se ti naši protestniki, ki tu veljajo za leve, pa jaz mislim, da za njih ne koristijo več našim, ne, ko gre za odnos do obrambe pa konflikta v Ukrajini, enaki za nemško AFD. Ne, popolnoma enaka stališča imajo, ne, da mi nismo del tega konflikta, se moramo umakniti, nič orožja v Ukrajini, ker potem bo konec vojne. To je isto, kot govori AFD, ki jo pa oni na vso moč kritizirajo, sovražijo, skrajna desnica, s temi se ne moramo pogovarjati, ampak zastopajo pa enaka stališča. Ne, to je meni zanimivo. Sej, to je deloma sicer razumljivo, mi vemo, ne, o tem se dosti govori, predvsem v obveščevalnih krogih, da pač Putin za spodbujanje skrajnosti, ne, in tudi za financiranje obeh skrajnosti, levih in desnih, ne, proba ošibiti Evropo in deloma mu to tudi uspeva. To je tudi treba pri nas videti, ne, in na skrajni desni, ne, in na skrajni levi. Tudi ameriška administracija aktualna ima podobna stališča. Se pravi, to je velike tle kontradiktornosti, ne, ampak jaz mislim, da je treba stvari gledati pač bolj globalno, strateško. Ne. Zdaj ne, kar se tiče teh naših uličnih performerjev, kot jim jaz rečem, ne, to je druga stvar, ampak glede pač odnosa do Ukrajine se stvari spreminjajo pač globalno, bi rekel. Ne. Kar se tiče Evrope, je konsens še zmerom tam, ko je bil, bomo videli, kaj bo po volitvah v ZDA. No. Tu se ni, mislim v Nemčiji, v Ameriki se je pa stališče bistveno spremenila. To bi jaz bil tudi skrajno previden. To je zdaj na ravni govorjenja. Ne. V resnici pa je bila Nemčija tista, ki je sicer dosti pomagala Ukrajini, ampak ni htela poslati raket Taurus, nikakor, to je njihov premijer zavračal. On je prvi govoril z Putinom, tak je odstopil, ne, gospod Šolc. Medtem ko Američani so pa dali te naprednejše sisteme. Pazi, čak, in še vedno sedanja administracija nadaljuje to pomoč. Ne. Jaz mislim, da je treba biti pri Trumpu zelo previden. On bo govoril zelo dosti, ni bistveno to, kaj govori. Bistveno je tisto, kaj bo v ozadju naredil. Dobri trgovci vedno prodajajo lepe sanje, vprašanje, kaj se dogovorijo. Tako da jaz ne bi tako hitro sklepal. Ne. Amerika je tudi velika sila, ima veliko odgovornost. Ne. Za Evropo je tudi strahovito dosti prispevala za Ukrajino, skoraj toliko kot Evropa, kar je glede na to, da gre za evropski konflikt, neverjeten prispevek. In jaz malo razumem njihovega predsednika, da ima tu težave, ne, še posebej, če pogledamo našo državo, ki ne prispeva nič, ne, niti za lastno vojsko ne skrbi, da bi imela za plače skoraj, ne. Mi smo velika upanja, smo mi polagali v Trumpa, ne, in zdaj pač včasih težko sprejmemo. Kako lahko ti iz države, ki je tako bedna, tudi govorimo o naši politiki, kakorkoli kritiziraš Trumpa, ali pa prejšnjega ameriškega predsednika, ki so nekaj naredili, ki delajo, ki ravnajo pošteno, ne, ki se trudijo tudi v tem konfliktu pomagati napadeni državi. Mi nismo takšni. Mi nimamo nobene pravice biti glasni kot država. Mi kot smo tudi pomagali po svojih močeh. Slovenija je pošiljala. Niti slučajno. Za 1,3% za obrambo zadnja leta smo nikakršni, poslali smo zastarele tanke, enih par sicer, pa še to prejšnja vlada, ne, ta pa ni praktično nič poslala več. Ne, dajmo biti pošteni. Zdaj smo se zdaj smo že globoko prišli do Amerike. Jaz sem sam še en stavek, če dovoljiš, Bojan. Jaz sem sam to hotel reči, nisem hotel jaz kritizirati, jaz sem hotel sam razložiti, da pač ima ameriška administracija aktualne drugačno stališče, kar se je videlo tudi iz njihovih izjav. Ne. To, da pač reče njihov obrambni minister in potem to vsi za njim ponovijo, da pač Ukrajina ne bo članica NATO, niti de facto, niti de jure, in da pač je treba pri miru upoštevati realno stanje stvari na terenu, to je odmik od tega, kar je bila stališče prejšnje administracije. No, pa zdaj, ko smo že prišli do tega, no, imam zdaj vprašanje za oba, da se ne izognemo. Zdaj, kako vidva recimo gledate na tale govor, tudi te nastope v Evropi ameriškega podpredsednika Vansa, ne? Videli smo, ne, da zdaj po tem govoru v Münchnu je nam precej štartala tudi naša zunanja ministrica Tanja Fajon, ne? Rekla je, pač očita mu, da napada evropske vrednote, pri čemer se ni rekla točno, katere vrednote. Kako vidva gledate na to? Ja, no, boš ti Jaz mislim, da Fajonova je imela dober razlog, da se je zelo razjezila. Vance je namreč povedal, da to, če na volitvah glavnega nasprotnika vržeš v zapor, ni pošten način, kako si prišel do oblasti ali pa na oblast. A to zdaj mislo on Janšo ali ne? Ja, edini v Evropi primer takšnega ravnanja je v Rusiji, pa pri nas, Navalni, ne, ki je potem tudi umrl, tam so ga tudi zaprli, ne, da bi preprečili to. Pri nas Janšo, takrat po tisti aferi Patria, ko ga je pol Ustavno sodišče ugotovilo, da je bilo vse skupaj skonstruirano neresnično. Tvoja teza je, da je Vance tukaj mislil ali na Navalnega ali pa na
Jaz konkretnega drugega primera v Evropi, da bi koga v zapor vrgli pred volitvami, da bi zmagali, ne poznam. Res pa, da je on govoril tudi o nenavadnem dogodku, da na to varnostno konferenco niso povabili predstavnikov AfD, ne, in je tu upozoril, ne zato, ker bi on navijal za njih, ne, to ni res, to so mu potakli, ne, on je upozoril, da je to nespametno, ne, da ti moraš resne igralce povabiti zraven in se soočiti in jih premagati pošteni igri, ne. To, da jih prepoveš, ne reši težav, ne. Težave so realne, ne. Zdaj, ta AfD jaha na migrantih, ki so velik problem, no. Seveda pa prinašajo zraven nek drug problem. Vse migracije je deloma spodbujala ves čas zaradi svojih interesov Moskva, Rusija, da bi oslabila Evropo, ne, in zdaj oni v resnici, ne, kot skrajna stranka pridobivajo in so, zdaj, če pogledate nastope zdaj pred volitvami, ne, oni so dejansko zelo blizu Moskvi in Kremlu, ne, in bi se tako rekoč dosti bolj umaknili od Američanov, ki se dejansko zaenkrat še nič ne umikajo, no. Ja, neč, jaz bi to rekel, no, da pač jaz vidim te nastope kot del te pač nove politike ZDA, ne, se pravi, zanima nas zahodna hemisfera, ne, tu moramo pač, to nas zanima, ostalo nas ne zanima, ne. Jaz mislim, da nova administracija pač razume, da je že Kitajska za njih zelo velik zalogaja, ne, se pravi, Kitajska v neki tesni zvezi z Rusijo pa bi rekel pač neprebavljiv in očitno pač Trump poskuša zdaj na nek način zapreti to fronto z Rusijo v zvezi z Ukrajino čim hitreje, ker pač ima druge stvari, ki so njemu ali pa jih on razume, da so njim bolj strateško pomembne, ne. Evropi so pa dali jasno sporočilo, da Evropa mora skrbeti sama za svojo varnost, ne, da oni ne razumejo, da bi Rusija bila neka grožnja pač tu zdaj zahodni Evropi, to, kar se pri nas dostikrat sliši, ne. Se pravi, po eni strani imamo pri nas stališče, da bi že Ukrajinci lahko premagali Ruse, če bi jim mi dovolj pomagali, ne. Po drugi strani pa slišimo stališče, da bojo jutri ruski tanki v Murski Soboti. Zdaj to dvoje ne gre skupaj, ali eno ali drugo, ne. In ZDA pravijo, da pač, ja, lej, Peter, tako je moje mnenje. ZDA pravijo, ne, da pač Evropa mora sama poskrbeti za svojo varnost, tudi pravijo, da kar se tiče NATO, ne bojo imeli oni več vodilne vloge in jaz mislim, da so to prava sporočila. Zdaj, če čisto konkretno pogledamo, Bojan, zdaj niso več časi prve ali pa druge svetovne vojne, da lahko pač Američani vojsko svojo prestavijo prek Atlantika v Evropo, ne. V današnjih razmerah, v teh bojnih sredstvih, ki so zdaj na voljo, je to praktično nemogoče. Zdaj, edina rešitev potem bi bila, da bi oni tu ohranjali neko veliko vojsko v Evropi, kar pa tudi ni realno. In jaz mislim, da bomo zdaj priča procesom, ko se bodo ameriški vojaki vse posod, ne samo iz Evrope, počasi začeli seliti nazaj v ZDA in se ukvarjali s tem, kar njihov predsednik kot vrhovni poveljnik zdaj razlaga, da so njihove prioritete. To pa je zaščita njihovih meja, ne. S tem se zdaj ukvarja in na severu s Kanado in na jugu z Mehiko, ne. In v to smer mislim, da bojo stvari šle. To je tipično evropsko sprenevedanje, ne. Pa dajmo biti pošteni, ne. Že v prvem mandatu je Trump Evropo opozoril, da se naj ne hecajo, da naj dvignejo denar za obrambo, ker se jim lahko zgodi vojna. In da bo tu resen problem. Potem se je vojna zgodila. Evropa ni povišala obrambnih proračunov, ni dala več za obrambo, kot bi morala. In zdaj imamo 3 leta vojne, ko Evropa že spet ni zelo dvignila proračuna za obrambo, ker se zanaša na to, da bo Amerika plačevala za Evropo, da se bomo tukaj fajn imeli. In seveda tam rečejo, a ste vi malo nori, ne? In povejo, ne, da ni največji problem Moskva pa Rusija. Problem je Evropa sama. Če se Evropa noče braniti sama, ne pričakuje, da jo bojo drugi branili. To je najbolj logičen možen argument normalne države, s katerim skušajo spodbuditi Evropo, naj za vraga začne skrbeti za svojo varnost. V Ukrajini ne poteka spopad za ameriško varnost. Oni imajo dejansko, kot si sam rekel, tam lahko probleme. V Ukrajini poteka spopad za evropsko varnost, zato da ne bo pač Rusija šla dosti naprej proti Evropi in si podredile še celega kupa držav, ki ga je v preteklosti že imela podrejenega. In če se bo vsaka država zgolj posamezno upirala, kot se Ukrajina, ne, bojo vse zgubile. In ni šanse, da ta spopad dobimo. Tako da jaz bi tu bil previden. Vance ni govoril o tem, da Rusija ni tveganje ali pa Kitajska. On je govoril, da je za njega še večji problem to, kako šibka je Evropa navznoter in kako ravna. In tu ima prav. Treba je probleme rešiti. Vse deloma se zdaj vendarle rešujejo. Malo se vlaganje v obrambo povečuje. Predvsem Poljska je zelo poskočila, Švedska je zdaj vstopila kot pomembna država, ne. Ampak če pa pogledate ene države, recimo Slovenija,
To je absolutno neodgovorno ravnanje, kar smo pri nas priča. Niti najmanj nismo spremenili politike, nič. Še to, ko govorimo o teh nakupih, ne, to se oni zdaj pogovarjajo o načrtih za prihodnost, potem, ko so 3-krat oni sami ta posel do zdaj že uničili za nakup enega samega sredstva. V 20 letih nismo sposobni enih brezveznih 8-kolesnikov kupiti za vojsko, da se more tako rekoč s konji okoli premikati, no. Ja, čeprav državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ne, do nedavna, zdaj pa v upravi SDH-ja, ne, Damir Črnšec pravi, da so to itak zastarela pač bojna sredstva, ne, recimo pač 8-kolesniki in tako naprej. Vidimo, da zdaj stvari se premikajo, ne, v glavnem so droni in tak, in zdaj pač država kot je Slovenija, ki tudi, če bi 10% svojega proračuna namenila za obrambo, ne more konkurirati kakim večjim, močnejšim državam z bolj razvito vojaško industrijo, bi verjetno res mogla vlagati v sredstva, kjer je pač učinek recimo lahko večji. Ne. Pa zdaj ne pravim, da ni prav, da ko se Rusi vozijo z buhankami, je to zelo lepo, ko jih razstrelijo, a ne da? A ne rabiš oklepnikov za prevoz vojakov? Jaz pravim, kaj je rekel Peter, kaj je rekel Damir Črnšec. No, ampak jaz imam malo težave tukaj. Ja, vredno, da imaš, ampak pogovarjamo se o tem, kaj slovenski vidimo nek spopad, droni so pomembni, ampak tudi oklepniki so pomembni. Začel si s tem, kaj dela slovenska država. Ne? No, zdaj sem ti povedal, kaj meni pač državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ki ima veliko besede tudi pri predsedniku vlade in jaz pač to dvoje povezujem. Ne? Gotovo on svetuje pač tem ljudem in so se zato odločili za tako pot, za kakršno so se odločili. Dobro, zdaj še vprašanje, sicer grem malo zdaj nazaj, no, tam, ko smo začeli pri teh kolesarjih, ker se bom potem navezal na naslednjo temo. Zdaj, prosim bi vas, zdaj samo še en komentar, no, ki se mi zdi pomemben, ki se mi zdi, da zadeva bistvo nekaterih stvari. Nika Kovač, ne, pač zdaj javno se je oglasila v zvezi z temi protesti in je rekla, da je velika prednost te vlade sedaj to, da nišče ne aretira, ne preganja teh protestnikov, podobno, mislim, tako kot se je zdaj dogajalo pač prej pod vlado Janeza Janše, da nikomu zdaj ni prišlo na misel Golobu ali komukoli drugemu, da bi recimo rekel, aretirate je nula in podobne stvari. Kaj je vaš komentar v to izjavo? Vse svojih noben ne zapira, ne? Mislim, če bi že bila Janši učitelj, da je pač te rumene jopiče takrat policija pač odpeljala neuklenjene iz Prešernovega trga. To smo že malo pozabili. Za drugo stran pa še do zdaj nisem nikoli slišal, da bi oni pač svoje protestnike recimo zapirali. Ne more zapirati ljudi, s katerimi se srečujejo, pa ki sodelujejo v njihovih delovnih telesih, pa pač sodelujejo pri sprejemanju odločitev. To je pač del tega, da ne, vsakič, ko se pojavi problem pod Golobovo vlado, treba spomniti na Janšo. Ne. Se pravi, karkoli se tu zgodi, ne, pa rečeš, ja, vse pod Janšo, če bi bil pa Janšo, bilo pa tako, ali pa pod Janšo je bilo pa tako. Ne. Teh protestnikov, ki pač pridejo povedati, da so nezadovoljni z Golobom, res ne rabi Golob zapirati. Je ta protest bil zdaj pojavljen, ali ne? To nikjer nisem tega zasledil. Niti sam nisem preveril. Nisem zasledil, ali je bil prijavljen, nisem zasledil, koliko jih je bilo. No, po mojem ni bil prijavljen, zaradi tega, ker se tile nikoli ne prijavijo. No. Zdaj so pač je nula, so mediji poimenovali kot neuradni vodja protestnikov. Ne? Jaz bi še to rekel, da je tale izjava gospe tipična pač propagandna izjava za levice, no? Ker takšnih konfliktov tudi drugod po Evropi več ni razlog za tiste konflikte. Takrat ni bila vlada Janeza Janše, ampak je bila epidemija in zapiranje, ki je bilo nujno, ne? Neki ukrepi vseh držav v okolici v Italiji so bili še dosti bolj brutalni kot pri nas, ker so bili v neki težki situaciji. In to je potem povzročilo veliko stvari. No, in zdaj na tak način zlorabljati to nazaj, to je za njo značilno. No, ona tudi velja za to, da lahko naredi karkoli, pa reče karkoli in mediji to prenašajo. Se pa nadaljuje ta trend neprijavljanja teh protestov, ne? Da je to potem ni noben problem, recimo, kar zadeva medije. Ne? Na desni kar prijavljajo, na desni kar prijavljajo, na levi pa pač imajo večje privilegije, ker so kao avantgarda pa ljudstvo, pa to iz socializma še malo nenavadno. Skratka, Upa ima pa v sredo protest, ne? On je prijavil, ali kako? Ja, zmerom prijavil prireditev. Sej njemu nagaja tudi na različne načine, ne? Pač kje lahko ima, kaj lahko ima in tako naprej. Tako da on mora delati vse po predpisih. Ne? Se tako vsi ostali, sej to ni zdaj za Ruparja. Ja, se mogo bi delati tudi nulpo. To bi morali vsi, tako prav Peter, pač njim ni treba. Ne? Zato, ker jaz mislim, da je zdaj zadeva že tako drastična, da sploh ne gre noben nič pogledati. Ne? Recimo včasih, ko smo še mi delali proteste, recimo tudi jaz osebno, mi smo delali enkrat en protestni rock koncert tu na Prešernovem trgu proti Hajderju
kjer je bil tudi nek varnostni incident, potem, ko sta se stepla pač ena skupina pač obritoglavcev, pa ena skupina pankerjev, smo potem imeli resne težave, ne? Ker je policija nam učitala, da smo mi zavajali, da jih nismo obvestili, da bo to tak varnostni dogodek, da bi oni morali več poslati ukrepitev in ne vem kaj. Mestna občina Ljubljana, takrat pod županjo Viko Potočnik se je lotila nas in tako naprej. Tega zdaj ni, ne? Se pravi, zdaj enostavno, če naši delajo pač vse dovoljeno, če delajo njihovi, ni dovoljeno nič. Ne? To se mi zdi, da se vse pore sistema zdaj ta mentaliteta preselila in jaz sem 100%, da tudi policisti, čisto navadni policisti zdaj prekleto razmišljajo, kaj bojo naredili. Ne? Posebej po tej sodbi, pač zaradi tega to je pa moja naslednja tema, zdaj smo kar prišli. Ja. Zdaj ti si v tem, tudi sem videl, pisal zadnjič, ne? Mislim, to je res fascinantna zgodba, ne? Ja, absolutno, ker to je tako, če bi rekel, da je pač recimo pri ne vem, holokaustu, drugi svetovni vojni so krivi samo tisti, ki so potem že, ko so tiste nesrečne Jude postale pač v plinskih celicah zaplinili, ki so jih tam zakopavali. Ne? Se pravi, nihče drug v verigi pa nič. Ne? To je pač popoln nesmisel. Ne? Oni, ki so ravnali s tem vodnim topom, če jaz to prav razumem, oni so pač upravljali svoje delo. Ne? Se pravi, nič od tega niso naredili. Tudi nihče ni zaradi tega bil, bi rekel, neposredno prizadet v tem smislu, da bi lahko govorili o tem, da so pač nestrokovno delali ali da so presegli svoje pooblastila ali da so ravnali malomarno, nič od tega ni bilo ugotovljeno. Ne. Tisto, kar je sodišče ugotovilo, je samo to, da so se znajdli tam pač neki trije, ki se jim je nekaj zmešalo ali pa so se pač jim je bilo dolgčas in so rekli, mi zdaj malo špricali tu po Ljubljani. Ne. Tako jaz razumem to sodbo. Ne. In to pač neka normalna država ne more na tak način funkcionirati. Ne. Ker pa res noben ne bo več verjel, da se tu kakšne odločitve sprejemajo, ampak vsak, ko na divjem zahodu dela, kar želi. Ne. In kdo bi še hotel biti policist, ne, pa zdaj govorimo o vodnem topu, ne. Žali Bog, vidimo v Avstriji in tudi pri nas že so se tudi zgodijo dogodki, ko pač policist mora uporabiti streljno orožje, ne, ali pa kakšna druga prisilna sredstva. Kdo bo zdaj še to naredil, če potem tvega, da bo pač sodišče čez par let pa ugotovilo, da je, ne vem, ravnal sicer skladno s predpisi, pa skladno z navodili nadrejenih, ampak vseeno pač je obsojen. Takšna sodba ima lahko neke večje pa hujše sistemske potem, ne, posledice. Ja, isto kot to, da vzej kazni pač za nazaj razveljavljajo in da vračajo ljudem denar. Eno stvar pa moramo mojim ločiti. Na vse zahodne države, ne, pa tudi ustavne ureditve, pa pravne ureditve, ne, ljudem jamčijo pravico do mirnega protestiranja in združevanja. Ne. Mi smo takrat bili pa priča nasilnemu in brutalnemu protestiranju. Kjer so bili poškodovani samo policisti. Kjer so bili poškodovani ne samo številni policisti, ampak tudi, ker je bil brutalno pretepen novinar, ki so mu razbili popolnoma obraz. Mislim, da je tako tudi policista. Ne. Tu so bili tudi sodni postopki potem, ne, kjer so protestniki uporabljali eksplozivna sredstva, razbijali po Ljubljani. Ne. In v takšnih primerih je pa to, da se policija odzove normalno. Zdaj, tisto težavo, ki jo imam jaz tukaj pri tej odločitvi zdaj, ker se strinjam, da je to nenavadno, da bi naj bili obsojeni samo čisto navadni policisti, ker bi naj bili menda šlampasti, ne, je v tem, na kak način se je ta postopek na sodišču izvedel. Mislim, da je to absolutni škandal. Uporabili so določbe zakona za brezvezne prekrške, ker je vse jasno in ker izdaš kar nalog, da je nekdo že obsojen, ne, ker se brez veze izgublja čas, ker gre za nepomembno stvar. In zato je tudi vse prikrito. Ne, to je bilo dodano, zato da bi poenostavili v brezveznih primerih. Ja, to je pa sicer novost, da je to prikrito, ne? Ne, ko so to dodali, da je na tak način mogoče nekoga, če se ne pritoži, kar izpeljati, da je obsojen, ne, so potem začeli to uporabljati na ta način, da so neke stvari lahko izpeljali povsem prikrito. Ne. Saj že sicer sodišče poskuša vse prikriti. Ne. Samo še razglasitve so javno dostopne, sod sploh več novinarjev ne moramo videti zaradi varstva osebnih podatkov. Medtem ko tukaj so pa šli še dalj, ne, in je v celoti vse prikrito. Nič ne moramo zvedeti. Saj en tak znamenit primer tega istega je bilo sojenje v primeru terorističnega napada na to isto Niko Kovač, ki je razglasila, da jo je napadla desnica, in smo zvedeli, da je po tem istem členu, ne, potihem tajno bil neznano kdo obsojen na pogojno kazen in ne vemo kdo je. Kaj je šlo med za sporazum s tožilcem, kako? On se ni pritožil, to je ta sporazum. In če se tile zdaj policisti ne bodo pritožili, ne, bo isto obveljala sodba, popolnoma enako. Edina razlika je, da tukaj se bo pa po mojem za imena zvedlo zdaj. Ker poglejte,
Ne, jaz se z vami strinjam, da Za nikakor imena policistov, da nikakor da ne vzdrži ta logika, da bi bili zaradi šlamparije samo 4 majhni spodaj krivi za vse to zaplinjanje, kjer kaznovanje zahteva vladna koalicija, te stranke že leta za pač svoje pristaše. Ne. Tile navadni ne more biti krivi, ampak če pa je ta odločitev res sprejeta in so obsojeni na pogojne zaporne kazni, jaz mislim, da jih morajo policija odpustiti. Ali pa se pojasniti, zakaj tega ne bo naredila. Ker če so ogrozili življenja z zaplinjanjem ljudi mimo pravil zaradi neke šlamparije, to je pa resna stvar. To pa ne moramo zdaj skrivati in se pod mizo potihem pogovarjati. To je enostavno pošteno. Ne, to je pošteno. Jaz mislim, da tudi novinarji moramo zato zahtevati informacije o tem primeru. Čakajte malo. To pa nekdo javnost okoli prinaša za javnost pomembnimi podatki in skuša prikriti stvari. In pod mizo speljati stvari. Kakšno sodstvo pa to je? V naši ustavi izrecno piše, da morajo biti ne samo sodne obravnave javne, ampak da morajo sodbe biti javno razglašene. In da je to lahko nejavno samo, če to določi zakon. Kar pa pomeni, da mora biti nek tehten razlog. Zdaj pa mi povejte, kaj je tehten razlog za prikrivanje v tem primeru, kdo je obsojen in kakšna je sodba? Samo to, da se zataška stvari. Ampak zdaj zataška ne bi se po tvoje, kaj je tukaj? Ja, da se otele obsodi, ampak da ne bo nobenih posledic in se sodišče reši, hkrati pritiska vladnih strank, ki zahtevajo, da je treba obsoditi ne samo te, ampak še vse navzgor, po možnosti celo prejšnjo vlado vreči v zapor. To je logika sedanje vlade in na drugi strani seveda ima sodišče problem, da ni nobenih dokazov za nič takega. Peter, kako pa se po tvoje, zdaj, ko si omenil, da sodišče, pač vladna koalicija pritiska na sodišče, kako po tvoje so ti pritiski? Ja, poglejte, če poslušate predsednico odbora za pravosodje Grgurevičevo, ki parlamentu pove, da se je zgodilo strahovito zaplinjanje Ljubljane in to opisuje kot isto stvar, kot se je zgodila Judom. To je seveda javni pritisk na sodišče, da mora obsoditi krivce za to. Recimo te policiste ali pa njihove nadrejene. To je direktni pritisk v konkretnem odprtem kazenskem postopku gospe, ki je prišla iz sodišča, ona je tam bila ne sodnica, ampak neka strokovna sodelavka, na konkreten postopek. To je v preteklosti bi takšno ravnanje politikov in poslancev, še posebej, če bi to z desne naredili, veljalo za absolutno nezaslišano. V tem primeru pa so vsi tiho, mediji se ne oglasijo nič, zdaj je malo težava, ker so pač ti policisti bili obsojeni, pa je to nekako sodljalo v javnost. Se pa tudi nenavadna vloga je tukaj sindikata, malih podpira, malih ne podpira. Mislim, čudna zgodba. Ja, vsem je v resnici nerodno. Mogoče je res to, kar pravi Peter, da bi pač vsi radi, da bi to čim prej šlo čez. Šlo pa je daleč tukaj, kako? V spoštovanju te želje vladne koalicije. Ne, sodišče pač, kakor jaz razumem slovenska sodišča, najbolj izkoriščajo to, da je zmerom še druga stopnja. In doskrat imaš občutek, da na prvi stopni sprejmejo neko odločitev, za katero že naprej vejo, da bo padla, ali pa celo upajo, da bo padla na drugi stopni. Ja, tam se odvija postopek. In zdaj pač oni nekoga so pač morali obsoditi in so pač te obsodili. Se pravi, tiste, ki so najšibkejši člen, ali pa se najtežje branijo. Ampak takih postopkov bojen imamo mi nebroj. Jaz imam tudi enega stalnega komentatorja v oddaji, ki je tudi mu poslala predsednica državnega zbora policijo in tudi dobil neko globo. On bo tudi na koncu na sodišču pač dosegel svojo pravico, sam čez koliko časa pa s kakimi stroški. Se pravi, enostavno naše pravosodje deluje po tem sistemu. Se pravi, če si šibkejša stranka, pač tole boš moral požreti, če pa nisi, pa pač lahko se ti boriš, ampak traja, stane in tako naprej. Dodatna neverjetnost tega dogajanja je v tem, ko ti zdaj govoriš o nekih neznancih, ko ne vemo. To ni res, da ne vemo, da noben nihče ne ve. Tudi če je sodba tajna, pa skrita, pa sodišče noče pokazati. Kdo pa je sprožil ta postopek? Dajmo se to vprašati. Jaz mislim, da je jasno. Ta postopek proti svojim zaposlenim je sprožila država sama. Sprožila je policija in sprožila je tožilstvo, pač kot nadzor nad njimi. In delodajalec je sprožil proti zaposlenim nek postopek, oni niso imeli niti nobene pravice do pravnega varstva, ker noben ni povedal, da so toženi do zdaj. Oni so šele, ko so dobili te kaznovalne naloge, prvi izvedli, da je kak postopek proti njim, država je pa vedela.
Oni niso vedeli, da teče potem postopek. Niso vedeli, sploh niso bili obveščeni. To so v bistvu vse naenkrat. Kaznovalni nalog je, da ti pošljejo kazen ti že izrečejo. Sodbo, kazen, nič ima nobene pravice do obrambe, do odvetnika, do ničesar, pol pa če se pa ti pritožiš, pol se pa začne normalen postopek. Podobno kot prometni prekršek, ki ga storiš, pa niti ne veš, pa te pač ujame, tam pol dobiš domov. Pač, da si ko te posname, da si pač hitro vozi. Jaz mislim, da ima tudi oblast tu slabo vest, ker je v bistvu preganjala neke svoje zaposlene na sodišče, pa jim niti povedala ni, pa javnosti ni, pa ne upa povedati, da jih preganja. Čeprav zdaj so neki odvetniki išli v javnost, ki jaz razumem, da jih pač tudi zastopajo, in mogoče bo res prišlo do pritožbe. Zdaj, če bo prišlo do pritožbe... Na kak način pa je to možno, da nam notranje ministrstvo in policija in tožilstvo prikriva koga preganja, katere policiste zaradi malomarnosti, ki so bili, ko so bile take pa take žrtve. Kje je tu razlog, da je to tajno? Jaz sem še malo razumel, da so prikrivali pri onih ruskih vohunih, pa še tam so razglasitev sodbe, da bi zadostili ustavi, izpeljali na način, ki je sramota za sodstvo. Prikrili so, kdaj bo razglasitev, in tisti novinarji, mislim, da z N1, ki so tja probali, so ugotovili, da ni bilo fizično mogoče tja priti in zato niso mogli videti javne razglasitve, ki bi seveda morala normalno pomeniti, da imajo novinarji pa javnost pravico in možnost izvedeti v prvi vrsti. Če je nimajo, je to nobene javnosti. In tukaj pri tej sodbi, ko nam govorijo, da je to o nedostopnosti, v resnici ta sodba ne vsebuje nobenih oznak zaupnosti. Samo pri nam so do neskončnosti izpeljali to spretnost, da stvari, ki so sicer načeloma nič zaupne, pa to niso dostopne javnosti, kar je popolnoma isto. Če ti nek javni dokument objavijo v neki temni kleti brez luči, v katero so podrte stopnice, to ni javna objava. In to je goljufija. In tu nam goljufa in policija, ki prikriva, in goljufa sodišče, ki prikriva, kaj je odločilo. Res pa je, da je ta zakonska določba tu, mislim, da tudi zlorabljena, se sploh ne bi smela uporabiti za takšna sojenja, tudi pri Niki Kovač se ne bi smela, tudi pri preganjanju urednika Nove 24 TV, ker so objavili zgodbo o aktivistki islamski svobode, pa njenem ljubimcu, ne bi smeli tega uporabiti, to so zlorabe. Na tak način se za pomembne stvari ne sme uporabiti teh postopkov za nepomembne stvari. Teh zlorab, Peter, je bilo že v preteklosti veliko. Jaz mislim, da to ni zdaj... Dobro je to upozoriti, da more biti sodišče, to premisli, pa da morda ustavno sodišče te člene vendarle ali pa vrhovno sodišče interpretira na nek bolj razumen način, da se ne tlači vsem pomembnih sodb. Janša je bil obsojen z indično sodbo, ki je pač potem ustavno sodišče razveljavilo, ali pa če gremo še bolj nazaj v preteklost, neki odvetniki so doživeli hišne preiskave, policija jim je celo zaplenila računalnike, zato ker je vodila nek proces proti njihovim strankam, kar je absolutna kršitev pač, načela zaupnosti. In ti odvetniki s tistim procesom niso imeli nič kot taki, samo pač stranka njihova je bila v ta postopek vključena. Tako da te zlorabe se mi zdi se non-stop dogaja. Skozi je na preizkušnji to, da pač javnost oziroma da družba nekako preverja na kak način ta sodni aparat ali pa pač represivni aparat. Zato, da te niti ne obvestijo o tem, da poteka postopek proti tebi, pa prejmeš sodbo za pomembno stvar. To smo zdaj že povedali. Zdaj, po vajnem občutku, zdaj, če se bodo tile policisti pritožili, na koncu bo verjetno odločitev politična, če jaz pa razumem. Kam, v kje smer bo šla? Zdaj, po vsem tem, kar zdaj vemo o tem postopku. Jaz mislim, da vseeno pač na končni inštanci bodo pač uspešni po pravni poti, ampak tako prav Peter, vprašanje, kaj se bo vmes zgodilo, kaj bo to veljalo, koliko jih bo to stalo in tako naprej. Sej, eden izmed načinov, kako se te lotijo v Sloveniji, je tudi to, da ti pač sodni postopki trajajo v nedogled. In pač ti si recimo ves čas pod neko obtožbo, pa do sojenja sploh ne pride. Jaz sem se pogovarjal z eno dolgoletno odvetnico, ki je rekla, da ima stranke, ki prosijo, da bi prišle do obravnave, ker pač vejo, da bodo oproščene. Ampak sodišče enostavno obravnave ne razpiše. Ker pač, ko bi obravnavo razpisalo in bi bili ti pač bi bili pač nedolžni, je konc zgodbe. In ti rabiš zgodbo. In dokler si pa ti stalno pod nekim sumom, takrat pač imaš probleme, čisto konkretne. Vsi v kazenskem postopku. Tako, in to je pač, se mi zdi, tudi eden izmed sredstev. Imam tudi jaz kako tako zgodbo, recimo, ki se vleče z leta 2010, pa smo zdaj že 15 let, pa tudi še ni videti konca. 15 let? Ja.
od 2010 do zdaj. Ne? Zdaj, če bomo kaj rekli še na temo pač recimo nacionalnega preiskovalnega urada, ne? Tam lahko to tudi razložim, ker se tudi navezuje na njih. Ne? Jaz imamo tudi najprej ta problem, no, da če bo prišlo do pritožbe, se bo končno zgodilo tisto, kar bi v normalni državi pravni, tudi s katero se gospod Vance zauzema, ameriški podpredsednik, mora biti normalno, pričal bomo poštenemu sojenju. Javno sojenja, ne? To, da lahko tudi mi preverimo stvari, da ne gre za neko politično zlorabo oblasti proti tem policistom, je namreč garancija poštenega sojenja in tudi nekega nadzora nad ravnanjem sodnikom. Sodstvo se je v veliki meri temu zadnja leta izmika. Jaz vem, da sem bil na nekaj sodnih procesih, sem bil močno presenečen, ko so in sodnik, in odvetnik, in tožilec so vsi rekli, da naj jih ne slikam, ne omenjam njihovih imen, ker bojo takšne strašne posledice jih doletele. Ne? Oni so navajeni, da se o javnem sojenju, ki je po ustavi javnosti ne sme obveščati, zaradi tega, ker je treba njih ščititi. Pazite, jaz sem pa kot novinar tam, pa pišem z imenom primkom, pa se podpišem, pa me pobijajo vsi. Ne? Tole, gledajte, tale logika je neverjetna. No, kam je to prišlo? Nikoli niso sprejeli. V času socializma je bilo sodstvo bolj transparentno in pošteno, kot je danes. No? Ampak Peter, se ni sam pri nas, oprosti, Bojan, tako, ne, da ni poštenega sojenja. Se tudi v ZDA, ne? Trump, takrat je bil bivši predsednik, zdaj je spet predsednik ZDA, tudi mu niso pošteno sodili. Javnost je to, kar je Peter opozarjal, to, kar je ta fascinantna javnost postopka, je pri nas pa res strahovita. Ampak to je z vsemi stvarmi tako. Mi danes tudi zato težko presojamo, zakaj gre pri tem primeru, ker dejansko ne vemo. Tu moramo biti novinarji pošteni, nam prikrivajo dogajanje absolutno. Deset dni že govorimo o domnevni obsodbi. Pa ne samo v tem primeru, ne smo zato žrtve manipulacij. Peter, gremo naprej, NPU si omenil, podatki so prišli v fascinantnih plačah, 8,000 evrov, bruto za direktorja Darka Muženiča, pa v drastičnem upadu preiskovanih dejanj. Ja, zdaj, glede NPU-ja, bi zelo kratek. Jaz sem razumel, ko se je ustanovljal, da je to nacionalni preiskovalni urad, ki bo se ukvarjal z pregonom najtežjih ali pa preiskovanjem najtežjih kaznivih dejanj. Ne? Zdaj, moja osebna izkušnja je taka, da pač na podlagi postopka, ki ga je začel NPU, to, kar sem prej rekel, že 15 let pač se to zadeva vleče, do obravnave na sodišču še ni prišlo, je šlo za očitano kaznivo dejanje, pri katerem je najvišja zagrožena kazen 1 leto zapora. Ne? Pa to ni najhujše. Ja, jaz upam, da ne, ker če je to najvišja kazen, pol imamo v Sloveniji problem. Ne? Se pravi, če se NPU ukvarja s stvarmi 15 let že, pri katerih je najhujša zagrožena kazen 1 leto zapora, ne? Pol me ne čudi, da jim zmanjka pač kapacitet pa časa za kakšne druge stvari. Ne? To pa, da pač upada število preiskovanih primerov, bi pa jaz pripisal temu, o čemer sem prej govoril. Ne? Se pravi, odkar pač vlada diktatura svobode, me to ne čudi, zato ker vsak, ki na kjerikoli točki v državnem aparatu poskuša tu upravljati svoje delo pač pošteno, je predmet pritiskov, je lahko pač za to kaznovan. In pač policisti na NPU, po moje, niso neumni. Ne? Sej oni tudi berejo, tudi gledajo medije, ne? Gledajo televizijo, vidijo, na kak način je prišel k njim za direktorja ta, ki je prišel. Vejo, kdo je ta človek, vse ga poznajo, vejo, kako se kadruje navzdol. Verjetno tudi vidijo ljudi, ki hodijo tja na sestanke, ne? Pa so bili še do pred kratkim, recimo v času teh sestankov neki funkcionarji, neke politične stranke, vladajoče in tako naprej. Ne? Pa, ko si vse to zračunaš, Bojan, mene ne čudi, da pač vsak kraj 3-krat premisli, predno se česa loti. Ne? Sam še en stavek. Ne? Jaz sem bil državni sekretar leto pa pol. V tem času pač sem bil deležen 3 kazenskih ovadb. Ena je bila posebej bizarna, ki mi je očitala nekaj, da sem storil, kot takrat sploh v službi tam nisem bil. Ampak recimo tu pa NPU, ampak policijska uprava Ljubljana me vsem povabila na informativni razgovor v zvezi s tem. Ne? In so mi povedali, kaj mi anonimna ovadba očita, in pa so rekli, kako se jaz glede tega izjasnim. Ne? In so rekel, da pač povem, da takrat nisem bil še tu v službi in da nisem mogel tega storiti, kar mi očitajo. In pa so oni rekli hvala, pa sem rekel, da me vsem zanima, ker je to iz javno dostopnih virov, pač kdaj sem se jaz tam zaposlil, če ti v Google tipkaš moje ime, si takrat dobil uradni življenjepis in tam videl, kdaj sem se zaposlil na ministrstvu in so rekli, veste, oblast se lahko zamenja, pa da nam ne bi kdo takrat, dobesedno tako mi je rekel kriminalist, oblast se lahko zamenja in da nam ne bi takrat kdo očital, da mi nismo pač vsega naredili, kar je bilo treba. Ne, častna beseda, to mi je rekel kriminalist na tem sestanku.
Zares, pa res dobesedno je šlo za to, da pač je bil očitano kaznivo dejanje, ki ga sicer pa sploh ni bilo, ampak je bilo 1 leto pred tem, preden sem se jaz Če imaš kakšno pripombo okoli plač na NPU-ju, pa upada preiskanih dejanj, drugače pa gremo naprej. Jaz bi glede teh najhujših kaznivih dejanj, ki bi jih NPU moral preiskati, opozoril na tožilko Gončinovo. Pazite, jaz sem gledal te podobne procese, kot jih ona tu vodi v Srbiji. Ne. Tam so čisto vse, ki so te procese proti tem fantom sprožili, ko gre za tožilce, sodnike, pa policiste, ali ubili, ali zamenjali. Vse. To me je fasciniralo, neverjetno. No. In zdaj v Sloveniji tu vidimo nek spor ob tožilki, ki je neverjetno. Jaz samo gledam, in tu smo imeli zelo dosti zamenjav v policiji, ne, ki so se dogajale, ko pri nas potekajo postopki, ko so ti isti fanti bili nekaj kar oproščeni na višjih stopah, na sodiščih, in postopki se nikoli ne končajo. Ne. In zdaj upam, da te gospe ne bodo zamenjali na koncu. Ne. Indikativna je reakcija bošnjaških tožilcev, ne? Tista zgodba, ko so samo opazili, da jim vozilo sledi, ne, in kako so se ustrašili. Ne. Kako prav Peter, oni imajo s tem slabe izkušnje in gotovo se niso ustrašili zato, ker so to pač ljudje, ki so prestrašeni že po naravi. Ne. Dobro, predlagam, da gremo še na eno zadnjo vprašanje, imamo še par minut do konca. Zdaj, opazil sem par teh pomembnih, takih relevantnih, no, pa tudi medijsko zelo znanih, mednarodnih dogodkov, Davos, konferenca umetne inteligence v Parizu, zdaj varnostna konferenca v Münchnu. Naših teh Goloba, ki je včasih šel na vsako seanso v tujino, Nataše Pirc Musar in tako dalje, nekako ni več zraven. Ne? Videl sem zadnjič, da Nataša Pirc Musar, namesto da bi šla na konferenco varnosti v München, se je pač sama sebe posnela, kako je vampe, ne, in priporočala to slovensko kulinarično specialiteto. Zakaj se dogaja? Jih izločajo? Se sami izločajo iz teh mednarodnih zgodb? Ne, tako kot prav Peter. Po eni strani, to je čisto isto vprašanje. Po eni strani je nerodno, ne? Nerodno. Po eni strani je nerodno, pač ne izpolnjujemo teh svojih mednarodnih zavez, pač nismo nek kredibilen partner, to po drugi strani pa to niso več, zdaj so to resne stvari, ne? Se pravi, ta varnostna konferenca v Münchnu ali pa v končni fazi današnji ad hoc sestanek v Parizu, ne? Pač boš poslal vojake voditeljev, to niso več priložnosti za fototermin, pa pač popularne, pa žuganje s prstom, zdaj so pač resne stvari, ne? In kakor jaz vidim predsednika vlade Goloba, on se vsaki taki resni stvari pač proba izogniti. Bom spet spomnil na to, imel je edinstveno priložnost, da se na 4 oči dobi z bodočim predsednikom ZDA, pa se je temu izognil. Predsednica republike pa, ki pri nas že itak ima bolj protokolarno funkcijo. Ima zunanje politične pristojnosti, nekaj ima. Ampak, kakor jaz razumem, njen soprog vodi to zunanjo politiko, ne, on tam očitno poslovnih interesov tu nima in pač ona tja ni šla. Ne. Problem je, če imaš ti te bizniserje, ne, poslovneže na teh najvišjih državnih funkcijah, ki pol vse zgledajo skozi svoj biznis. Pri Golobu je nastopil nek preobrat, on je na vsako stvar letel, ne, zdaj pa naenkrat več skoraj da nikamor. Mene je presenetilo tudi, da ni šel v Davos, ne, zdaj je bila v Dubaju konferenca. Slabe so razmere v državi, je rekel, ne, in zato ne bo več potoval, pa enkrat je imel, vsaj tako so poročali mediji, nek incident s svojo spremljevalko na letališču, pa mogoče se hotel temu izogniti. Izvoli, Peter, še. Zdaj, če se spomnimo, kam pa je hodila naša predsednica, ne? Ona je hodila na tele mednarodne dogodke za čisto pitno vodo, pa za okolje. Zdaj težava je bila potem, ko se je pokazalo, da je to se je potovalo tja z reaktivci, ne? So bile same težave, to ni šlo skozi. Vpliva pa tu v resnici nismo imeli nobenega. Drugo seveda je, da imamo tole, tako kot ti praviš, ustrezno feministično zunanjo politiko, ki temelji na tem, da podpiramo Palestino kot evropska država nenadoma sredi vojne, ne, enostransko, ne, da tudi sicer si zabijamo kup takih avtogolov. No, to je igra za napačna ekipa. Normalno je, da se pomaga ljudem v hudi stiski, kar so ljudje v Gazi, recimo, ne, ampak da pa greš politiko delati za neko drugo stran, je pa zanimivo. Ne, potem seveda težje prikažeš nekje v tujini. No. Teheran Tanja, ne? Je pa mogoče mogoče dobro, da naša predsednica ne pretirava s temi potovanji v tujino, ker to deloma tudi turizem. In imamo precej turizma zadnja leta v resnici, ne na te pomembne dogodke, ne grejo, sicer pa se zelo dosti potuje spet, kar se je nekoč ustavilo v času Viranta z nekimi varčevanji. Smo pa videli, tega nisem vedel, očitno ima tam kuharja, ne, v predsedniški palači, ki kuha, ne?
A to je bilo stalna praksa, tudi Pahorju so kuhali, Mislim, kako je tam bilo to? menza je tam. Imajo Razumem, ja, če dobiš nekoga v goste, ne? Ne, pa tudi zaposleni pač lahko grejo. Je ta obrat, ne, ki Pa so bili predsedniki včasih- vlad, predsedniki države imajo ta privilegij, da jim ja. tudi posebej Ja, postrežejo, tudi z gosti. No. Z gosti čisto Tudi razumem. smo že kdaj seveda, bili novinarji na takšnih Zdaj ne vem, kosilih. ima ona mogoče pa ima res osebnega kuharja, ne vem, sej to ne bi bilo nenavadno za pač njen stil, kako je pač navajena, ne. Sej to je del tega, kar Peter pravi, ne, včasih smo vsem praktično, ne, je javnost izvedela, ne, recimo v fitnessu za pač policiste urada za varnost in zaščito, ne, to je bila velika tema, ne, a imajo fitness, nimajo fitness, kakšne imajo not mašine v tistem fitnessu, kdo tja not hodi, tudi Pahor, hodijo sam policaji, ne, zdaj praktično ničesar več ne vemo, ne, in to je problem. Ne, zvedeli smo pred kratkim, da se je obnovil fitness. Ja, to je nek negativen trend, ne, se pravi, da tudi novinarji pač čast izjemam, kot je recimo Peter tu, ne, ali pa kot si ti, da jih to niti več ne zanima in se niti s tem ne ukvarjajo. Ne. Enostavno se zadovoljijo s tem, da poročajo o informacijah, ki jih dobijo, pač, ki jim jih servirajo. To, da ima vlada nek protokol, pa da poskrbi To za je že vse v goste, redu, to se ja. mi zdi Ne, pa meni čisto to ni normalno. problem, Ja, ampak pač, če bi res imela osebnega kuharja, pač v redu, sej jaz nimam nič proti, samo pač, da se ve, ne, da ga ima, recimo, jaz bi hotel spoznati, kdo je to, na kak način ga je izbrala, Vse a on posredno dela vzemo, še ja. kje drugje, da tudi mi, recimo, lahko gremo k njemu kaj pojesti, ali pa v končni fazi saj da pove recept za te vampe, ne. Pa se na Brdu Že je od celo, tega bi imeli na korist. Brdu pri Kranju je celo mogoče A najeti. ti hodiš še kaj v parlament na kosilo, pa to v državni zbor? Ja, se tudi zelo Zelo redko, potrošnik. to je službeno bilo vedno. No, kadar sem tam delal, sem šel tam tudi jaz, zdaj malo manj od tam delam, več od drugot, od doma, ne, in zato manj tja hodim. Čisto službeno je. Poglejte, novinarji, to, da bi hodili nekam, zato da bi tam jedli, to je neumnost. No. Jaz sem bil nekoč, ko sem pač bil parlamentarni poročevalec, sem cele dneve čepel v parlamentu, ne. Tudi po 16 ur na dan, ko so bili kakšni resni dogodki, in nekaj pač moraš jesti, ne moreš skozi Parmo ven hoditi, pa greš tam dol na hitro pojesti poslanci, pa se pa še tam koristno je, vire ker nekaj, svoje vidiš, ja, ker nekaj ja. zveš od poslancev, Se strinjam, ja, se del viš, novinarskega dela. da to rečem, jaz sem recimo pred volitvami, ko je Janez Janša prvič zmagal, sem 2 dni prej z njim, tam se usedel k njemu, mi je dovolil, pa Rupel je bil zraven in je pol nekaj stvari pol je povedal. zmagal, ne, Ne, nekaj stvari je povedal, in to je bilo Razumem. pomembno za Kaj poročanje. ste jedli Ne, vampe, on je bil Peter? takrat tizve, ko smo Dobro, tam jedli, Peter. ne vem, kaj smo jedli, ne, je bil čist prepričan, da bo zmagal, 100%, to me je zelo presenetilo. Ne. Se Peter, tudi plakate, Peter da Aljuš, Jumbo ven, ne, to bo vaša čas nas zmaga. preganja, končati moramo. Spoštovane gledalke in gledalci, to je današnja ura resnice. Peter Aljuš, hvala za pogovor, vidimo se seveda v naslednji. In takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.